veste, parlamentarna preiskovalna komisija na področju nabave in prodaje žilnih opornic nekako prehaja v drugo fazo. To je fazo zaslišanj prič. Eno zaslišanje je že bilo v mesecu decembru, v mesecu januarju pa so 3 termini. In sicer jutri 12.1. bosta zaslišana bivši generalni direktor UKC Ljubljana, magister Simon Vrhunec, in pa sedanji direktor UKC Ljubljana, magister Andraž Kopač. V naslednjem tednu, 17.1., bomo zaslišali 3 priče, in sicer najprej pomočnika generalnega direktorja UKC Ljubljana za nabavno dejavnost gospoda Bojana Urana, in pa potem še strokovnega in pa poslovnega direktorja interne klinike, torej poslovnega direktorja gospoda Zlatka Lazareviča in pa strokovnega direktorja profesorja doktorja Zlatka Frasa. 19.1. bodo prav tako zaslišane 3 priče, in sicer najprej nekdanji vodja katetrskega laboratorija Darko Zorman, za njim sedanji vodja katetrskega laboratorija profesor dr. Matjaž Bunc in pa še potem sedaj predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino profesor dr. Marko Noč. Potem v mesecu februarju bomo nadaljevali tudi z 3 zaslišanji. Priče za februar bodo znane sicer kasneje. Do sedaj je parlamentarna preiskovalna komisija torej v tej prvi fazi zbirala gradiva, preko katerih je določila tudi priče, se seznanila z določenimi dejstvi. Pri zbiranju gradiva pa smo naleteli tudi na ovire, če jih lahko tako milo rečeno imenujem. In sicer zahtevali smo gradiva tako od javnih zdravstvenih zavodov, torej od bolnišnic, kot od gospodarskih družb, torej dobaviteljev. Prav tako pa smo zahtevali gradivo povezano seveda samo z nabavo žilnih opornic. Prosili v bistvu tudi pristojne inštitucije, kot so Nacionalni preiskovalni organ, Komisijo za preprečevanje korupcije in pa specializirano državno tožilstvo. Na tem mestu moram povedati, da je Nacionalni preiskovalni urad na našo prošnjo odgovoril, da je konec leta 2015 končal s to zadevo in da jo je predal, torej vso dokumentacijo specializiranemu državnemu tožilstvu. Specializirano državno tožilstvo in pa Komisija za preprečevanje korupcije sta v prvi fazi, torej naše prošnje za gradivo, zavrnila, torej predajo gradiva, z razlogom, da poteka še predkazenski postopek in da bi predaja gradiva ovirala njihovo delo. No, ker pač na takšen način gradiva nismo uspeli pridobiti, smo se obrnili na okrožno sodišče v Ljubljani in preko njega zaprosili za zaseg dokumentacije tako Komisije za preprečevanje korupcije kot specializiranega državnega tožilstva. Preiskovalna sodnica je v obeh primerih razsodila v prid preiskovalne komisije in zahtevala od obeh inštitucij, da v 15 dneh predata dokumentacijo sodišču, in potem seveda je pot, da sodišče preda dokumentacijo preiskovalni komisiji. To je Komisija za preprečevanje korupcije tudi naredila, dočim specializirano državno tožilstvo pod vodstvom gospoda Harija Furlana se je na odločitev preiskovalne sodnice pritožil z obrazložitvijo, da lahko preiskovalna komisija pri pristojnem sodišču zahteva odreditev hišne preiskave ali osebne preiskave, zaseg predmetov in tako naprej, le zoper preiskovance. Da pa SDT, torej specializirano državno tožilstvo, nima položaja preiskovanca in se mu zaseg torej ne more odrediti. Prav tako se specializirano državno tožilstvo opira tudi na mnenje informacijskega pooblaščenca iz leta 2015, ki je podal mnenje, da med subjekte po 14. členu Zakona o parlamentarni preiskavi ne spada državno tožilstvo. To pomeni, da se specializirano državno tožilstvo opira na dejstvo oziroma na mnenje informacijskega pooblaščenca, ki pravi, da torej
ne spadajo med vladne ali upravne organe ali organizacije, ki upravljajo javno službo. To namreč govori 14. člen Zakona o parlamentarni preiskavi. In seveda to pritožbo specializiranega državnega tožilstva je preiskovalna sodnica predala naprej v odločanje zunaj obravnavnemu senatu. Ta je odločal meseca novembra 2016 in nekje konec decembra je preiskovalna komisija sprejela sklep okrožnega sodišča, da je zunaj obravnavni senat okrožnega sodišča v Ljubljani pod predsedstvom okrožnega sodnika svetnika Srečka Škrca odločil, da se zahteva parlamentarne komisije zavrne kot neutemeljena. Torej, zunaj obravnavni svet okrožnega sodišča v Ljubljani je ugodil specializiranemu državnemu tožilstvu, torej, da le-ta ne preda dokumentacije naši parlamentarni komisiji, pri tem tudi z obrazložitvijo, da specializirano državno tožilstvo ne spada med organizacije, ki upravlja javno službo. Če si pogledamo zakon o tožilstvu, lahko vidimo, da kadrovske, organizacijske in nadzorstvene pristojnosti v zadevah državno-tožilske in pravosodne uprave glede državnih tožilstev in državnih tožilcev izvaja Vlada Republike Slovenije, da na spletni strani Ministrstva za pravosodje lahko preberete, da je poslanstvo ministrstva oziroma ministra za pravosodje, da upravlja nalogo na področju organizacije in statusa sodišč državnega tožilstva, da izvaja nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva in tako naprej. Torej, specializirano državno tožilstvo opravlja javno funkcijo, po našem mnenju, in iz tega naziva bomo na konec koncev, oziroma ta odločitev zunaj obravnavnega senata je dokončna, na njo se ne moremo pritožiti, edina pot, ki nam ostane, je še pritožba na Ustavno sodišče. Potrebno je povedati, da je specializirano državno tožilstvo sedanjo zadevo obravnava od leta 2013, da do danes še ni nobenih izsledkov njihovega dela, da bi lahko dokumentacijo, ki jo ima, predalo tudi v kopijah, torej se ne bi ogrožalo, češ sodišče tudi navaja, da če se preda gradivo specializiranega državnega tožilstva, da bo postopek na tem tožilstvu stal tako dolgo, dokler tega gradiva preiskovalna komisija ne vrne, torej gradivo lahko izdajo v kopijah. Prav tako sodišče navaja in pa tudi specializirano državno tožilstvo navajata, da bi s predajo ogrožali predkazenski postopek. Vemo pa, da je po zakonu o parlamentarni preiskavi je vsak član predsednik torej komisije in vsak član te parlamentarne komisije zavezan torej k varovanju podatkov in so to v bistvu, bom rekla, še eni izgovori, da se gradivo, ki ga ima specializirano državno tožilstvo, ne preda parlamentarni preiskavi. Smatramo, da je to še ena ovira torej pri delu naše parlamentarne preiskave, da se zavlačuje s postopki torej in zadnjo, torej tisto, kar je, da bomo pridobili vso gradivo specializiranega državnega tožilstva, je, da se obrnemo na Ustavno sodišče, torej na odločitev Ustavnega sodišča.